otroku bom 2-krat dnevno poščetkala zobe. Pri tem bom uporabila zobno pasto s primerno koncentracijo fluoridov. Katero vrsto hrane in pijače bomo najraje uživali, je do neke mere prirojeno, odvisno pa je tudi od njene dostopnosti, kulturnih vplivov in družinskih navad. Zato otroku zelo koristimo, če ga vsaj v prvih 2 letih ne navajamo na sladek okus. Otroku do 2. leta starosti ne bom dajal hrane in pijače s prostimi sladkorji, pa tudi kasneje bom to omejeval. Prosti sladkorji so tiste vrste sladkorja, gre za mono- in disaharide, ki jih v hrano in pijače dodajajo proizvajalci, kuharji ali potrošniki sami, ter nekateri naravno prisotni sladkorji v medu, sadnih in zgoščenih sokovih. O kariesu zgodnjega otroštva bomo ozaveščala starše in skrbnike otrok, kolege zobozdravnike in pediatre, medicinske sestre in druge zdravstvene delavce ter vse, ki bi jih to moralo zanimati. Po priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije naj prosti sladkorji ne predstavljajo več kot 10% dnevno zaužite energije. Pediatrična združenja pa priporočajo, da naj otrok s prostimi sladkorji dobi največ 5% energije. Ko to dosežemo, ne zmanjšamo le možnosti za nastanek zobne gnilobe, ampak se v veliki meri izognemo tudi debelosti, sladkorni bolezni in srčno-žilnim boleznim. Primer: otroci od starosti 4 do 7 let naj ne bi zaužili več kot 18 do 20 gramov sladkorja na dan, kar pomeni do 5 čajnih žlic. Koliko je to? Zgovorno pove podatek, da je v pol-litrski steklenici sadnega soka tudi do 22 čajnih žlic sladkorja. Strokovnjaki, povezani v Mednarodno združenje za otroško zobozdravstvo, opozarjajo, da je zobni karies pri predšolskih otrocih zelo pogost, večinoma nezdravljen in lahko močno vpliva na življenje otrok. Zato je pomembno, da se zavedamo, da bodo otroci z zdravim mlečnim zobovjem tudi kasneje v življenju dlje ohranili zdrave stalne zobe.